Pozdravljeni, dobrodošli v Zgornjih Gameljnah, v moji rezidenci, ki lokalni ljudje pravijo ruska dača. Pozdravljeni v tem prekrasnem, mirnem okolju, Šmarno goro na eni strani in Rašico na drugi strani. Pred nami tukaj pa teče prekrasna Gameljščica, ki jo tudi izrabljamo že za, bi rekel, kar napredno, tamle doli naprej, za elektriko. To nam je takrat, par let nazaj, bi rekel, prinesel to novotarijo sam Nikola Tesla, ki je nekaj časa tudi živel v Mariboru. In zelo rad kockal, vam moram povedati. No, potem se je pa preselil v Ameriko. Pa da ni bil samo znani Tesla tukaj. Pri meni se je večkrat mudil in se še mudi Ivan Cankar, slovenski pisatelj. A me dobro slišite? Vsi tudi tam od zadaj. Da se mi ni treba preveč driti. Dobro, dobro. Torej, poglejte, Ivan Cankar je enih par mesecev zapored moral hoditi, ker so mu rekli, da preveč pije. Je moral hoditi na Šmarno goro. In je hodil vsak dan že do Šmarne gore, no potem je pa vedno prišel do mene semkaj, ker je le vedel, da imam avtomobil. Jaz sem bil med prvimi v Ljubljani, no, ker sem imel, ki imam avtomobil. Ne? Torej ima ga še kodeli, potem se pa že kar jaz. No, in večkrat je prišel Ivan Cankar takole dol tukaj k meni, da si ravno ne bi smel piti, je vedel, da imam jaz kar velik kevder. Da imam notri tudi pivo in vino. No in potem so večkrat razglabljali takole v slovenskih nacionalnih vprašanjih in tako naprej in tako nazaj. A ni vrag, da mi enkrat razloži, da je imel nekakšne čudne sanje. Da je sanjal svojo mater. In da je sanjal, da mu je mati prinesla skodelico kave. No in je rekel, takole se je zgodilo, jaz sem kar naenkrat bil doma, pisal sem na podstrešju, veste, na podstrešju je imel tak mali štibelc, in do tja so vodile zelo strme stopnice. No in on je pisal in zahotelo se mu je kave, je rekel. In se je nagnil takole iz štibelca dol in se je zadrl. Mati, kave bi! Seveda je vedel, da mati nima kave. Če ni imela niti za kruh, ni imela za suhe hruške, kaj bo imela šele za kofe? No in je pozabil na to in začel pisati nadalje. Ali ti ne sliši korakov čez nekaj časa in njene stopinje po strmih stopnicah? In on pogleda in mati mu prinaša skodelico kave. Že v ta štibelc je zadišalo po kavi. Se je obrnil, rekel, potem sem jo gledal, ljubo mati, zlato mati, sem sprejel kafe, sem jo pobožal, sem mi dal poljub in se ji srčno zahvalil. In potem je šel pisati dalje. To je on sanjal. To mi je razlagal. Ne vem, je bil malo pijan že takrat ali ne, ampak potem sem se pa usedla v avto in sem ga peljal na Rožnik. Ker veste, na Rožniku je takrat živel. Zdaj je že na Dunaju. To se je zgodilo. Ne morete verjeti. A me verjamete? Res, to so zgodbe, ki se dogajajo tukaj na ruski dači. Zdaj bom pa jaz počasi prišel dol, vi si med tem kakšno povejte, čeprav nimate dosti časa, ker ne bom preveč dolgo rabil za to pot. Torej, hvala lepa, uživajte še tukaj pri meni in nasvidenje!